Odgovori na pobude in vprašanja s 3. redne seje občinskega sveta občine Prevalje dne 31. januarja 2019. Občinski svetnik Štefan Peršak je povedal, da ni zadovoljen z odgovorjem, ki ga je prejel na pobudo podano na prejšnji seji občinskega sveta glede izboljšave osvetlitve na prehodih za pešce skozi Prevalje. Nesprejemljivo je, da naj bi se osvetlitev izboljšala šele ob rekonstrukciji glavne ceste, saj je mnenja, da je treba varnost v cestnem prometu zagotoviti danes in ne čez 5 let. S tem namenom je podal dodatno pobudo, da se bi na kandelabrih, kjer so prehodi za pešce, v tem vmesnem času namestila dodatna luč. Odgovor se glasi, da namestitev dodatnih luči na kandelabre ni možna, možna je zamenjava za LED svetila, strošek je približno 1000 evrov na kandelaber. Problematiko je 18.2.2019 na prvi seji obravnaval tudi Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu občine Prevalje. Pobudo smo posredovali tudi na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, da jo vključi v projekt rekonstrukcije ceste na odseku med Šparom in Petrolom. Občinski svetnik Štefan Peršak je povedal še, da je cesta Štopar-Šentjernej v izredno slabem stanju, ki se bo z odjugo samo še poslabšalo. Pristojne službe poziva, da čim prej pristopijo k iskanju rešitev. Poudaril je tudi smiselnost sprememb odloka, s katerimi bi znižali osne obremenitve pri prevozu lesa in ostalega tovora, s čimer se bi ceste dosti manj uničevale. V odgovor je dobil pojasnilo, da odjuga velja samo na občinskih cestah, kategoriziranih kot makadamske, na asfaltnih pa ne. Za vsak prevoz se mora podati vloga, dovolilnica pa se izda samo, če so pogoji za prevoz zagotovljeni, kar pomeni temperatura pod 0 stopinj Celzija, prevoz najkasneje do 8 ure zjutraj, ni dežja in cestišče ni razmočeno. Menimo, da sprememba odloka ne bi spremenila stanja na cestah. Občinska svetnica Marija Sušelj je podala naslednji pobudi. S prvo se pridružuje pobudi predhodnika, saj je tudi sama večkrat opozarjala na problematiko varnosti prehodov za pešce in upa, da bodo pristojni ukrepali in našli rešitev. Odgovor je enak. Namestitev dodatnih luči na kandelabre ni možna, možna je zamenjava za LED svetila. Strošek je okvirno 1000 evrov na kandelaber. Kot drugo je povedala, da je pločnik na relaciji od Troja do Kinodvorane v obe smeri v izredno slabem stanju. Dodala je, da izgleda kot gradbišče in vsekakor ne zadostuje varnostnim standardom. Želi, da pristojne službe ukrepajo in pristopijo k sanaciji stanja. V odgovor je dobila informacijo, da so v območju pločnika od Troja do Kinodvorane nahaja salonitni vodovod, ki ga je treba zamenjati oziroma obnoviti. Za obnovo ima občina že izdelane načrte, delna zamenjava je predvidena tudi v letu 2019. Plan dela vodovoda. Pločnik se bo saniral po izvedbi obnove vodovoda. Občinski svetnik David Kavtičnik je predlagal, da bi 17 odpisanih prenosnikov, ki so jih uporabljali svetniki v prejšnjih 2 mandatih, podarili socialno ogroženim družinam in krajevnim skupnostim. Župan je pojasnil, da so računalniki trenutno na čiščenju. Nekateri predlogi so že bili podani in bodo vsekakor upoštevani. Predlog občinskega svetnika Davida Kavtičnika je bil upoštevan. Prednost pri dodelitvi imajo neprofitna društva in organizacije s sedežem v občini Prevalje ter krajevne skupnosti. Nekateri prenosni računalniki zaradi dotrajanosti niso bili primerni za posodobitev in so bili uporabljeni zgolj za pridobitev posameznih rezervnih delov. Občinski svetnik Bogdan Pupavac se je navezal na občinsko svetnico Marijo Sušelj in povedal,
da je Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja že obravnaval omejeno problematiko glede pločnika na relaciji od Troja do Kinodvorane ter zavzel stališče, da bi bilo smiselno izvesti novo preplastitev, ko bo položen nov vodovod, kar je predvideno v kratkem. Dobil je odgovor kot njegova predhodnica, torej, da se v območju pločnika od Troja do Kinodvorane nahaja salonitni vodovod, ki ga je treba zamenjati oziroma obnoviti. Za obnovo ima občina že izdelane načrte, delna zamenjava je predvidena tudi v letu 2019 v planu dela vodovoda. Pločnik se bo saniral ob sočasni obnovi vodovoda. Občinska svetnica Tatjana Ladinek je podala pobudo za obnovo, popravilo in morebitno ponovno postavitev lesenih tabel z napisi, ki so bile postavljene na podeželju in označujejo imena domačij oziroma kmetij, saj so nekateri zaradi izpostavljenosti različnih vremenskim razmeram že povsem dotrajani. V zvezi s to pobudo je zaradi neenotnosti označevalnih tabel v občini Prevalje smiselno razmisliti o poenotenju, ki bi veljalo za območje celotne občine. V primeru obnavljanja obstoječih tabel je potreben terenski ogled za navedbo lokacij, kjer se predvideva obnova. Glede na oceno stroškov je treba zagotoviti tudi proračunska sredstva. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, predlagam, da začnemo z današnjo sejo, četrto redno sejo občinskega sveta. Sklepčni smo, malo bo zamudo Čiki pride. Smo pri točki 2 potrditev dnevnega reda četrte redne seje. Predlagam pod 11. točko umik točk A, C, D in E, kar je v dogovoru z odborom za KCG točke premoženjsko-pravne zadeve. Ostale stvari ostanejo tako, kot so predvidene. Dajem dnevni red četrte redne seje v razpravo. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Če ne želi, potem dajem potrditev dnevnega reda četrte redne seje. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 3, pregled in potrditev zapisnika tretje redne seje in prve dopisne seje. Pripomb pisnih ali ustnih pripomb zaenkrat ni bilo. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati o zapisniku? Ne želi, potem dajem zapisnik tretje redne seje in prve dopisne seje v glasovanje. Kdo je za potrditev zapisnika? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v občini Prevalje po skrajšanem postopku je na dnevnem redu predviden skrajšen postopek. Glede na to, da bomo slišali, je predlog oddelka za KCG, da gre po skrajšanem postopku dveh odborov, da gre po dvofaznem postopku, ni noben problem, tako se bodo odločili, bomo šli po dvofaznem postopku, sploh ni noben bistven problem. Prosim, Sanja, za kratko obrazložitev. Izvoli. Predmet odloka dejansko sta dve točki predstavljata. Prva je taksa za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora, druga je pa plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve. Podlaga za obe testi dajatvi, če bi tako rekli, je novi zakon o urejanju prostora, ZUREP 2 skrajšano, kateri je pa dejansko bil sprejet v novembru leta 2017, začel se je pa uporabljati 1.6. leta 2018. Taksa za pobudnike za spremembo namenske rabe, dejansko ta inštrument že poznamo, zbiramo pobude za spremembo namenske rabe in pol pri spremembi občinskega prostorskega načrta dejansko obravnavamo te pobude.
in to je taksa namenjena pač tistim pobudnikom, ko bodo podali svoje pobude za spremembo namenske rabe. Druga, lokacijska preveritev je pa en nov inštrument, ko ga zdaj uvaja na novo ta zakon z URED-2. Ta omogoča dejansko neke individualne spremembe občinskega prostorskega načrta občine Prevalje na skrajšan način. Sicer zakonsko je določeno točen namen, katere spremembe so možne na podlagi lokacijske preveritve, jih zakon določa, so tri glavne. Prva je prilagajanje dejansko območja stavbnih zemljišč, druga je odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in tretja je pač začasna raba prostora. Še se na podlagi gradbenega zakona tu v lokacijski preveritvi lahko pojavlja tudi primer legalizacije objektov, kateri so bili zgrajeni pred uveljavitvijo tega zakona. Takrat, če so zgrajeni na kmetijskem zemljišču, je tudi možno z lokacijsko preveritvijo jim določiti dejansko stavbna zemljišča. Zdaj, ta odlok je dejansko potreben, da lahko začnemo s postopki lokacijske preveritve. Nekaj pobud že je, tako da bi pol lahko pač dejansko, ko bo odlok sprejet, lahko bi začeli z obravnavami za tistimi postopki lokacijske preveritve. Za te pobudnike, ki so že pač neki interesentni obstajajo na občini, imajo neke potrebe, da bi se v te postopke pač podali vloge. Evo toliko. Hvala. Hvala. Odbor za KCG. Izvoli. Hvala za besedo. Odbor za KCG se je seznanil s tem odlokom in ga v skrajšanem postopkom predlaga skrajšan postopek in seveda ga daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Zadevo smo dokaj dobro predebatirali in smo videli, da na tak način dajemo možnost posameznim občanom, da lahko proti plačilu seveda si lahko uredijo te svoje anomalije, kar se jim je v preteklosti dogajalo. Hvala. Hvala lepa. Predsednik odbora za proračun in finance, izvoli. Tudi na našem odboru smo to zadevo obravnavali, bom rekel, zanetla se je kar burna razprava, sploh glede višine tistega stroška oziroma nadomestila za lokacijsko preveritev. Tako smo potem po daljši obravnavi predlagali, da nadaljujemo v dvofaznem postopku zadevo. Tu smo glasovali 6 za 1 proti in seveda potem v prvi fazi, prvi obravnavi zadevo sprejeli z 5 za in 1 vzdržan. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja, prosim. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlagan odlok in je ugotovila, da je v skladu s vsemi pravnimi akti, hkrati pa predlaga, da občinski svet v skladu z poslovnikom občinskega sveta občine Prevalje opravi sprejem odloka v 2 obravnavah. Zaradi potrebe po širši razpravi v sami vsebini odloka. Skoraj smo bili tu vsi enotni, da gremo v to. Hvala. Hvala lepa. To pomeni, pojavlja se dilema enofazni ali pa dvofazni postopek. Ni benga problema, bom dal na glasovanje, pa kako se bo to odločili, tako bomo zadevo zapeljali. Ni tudi ne tako nujno, da mora biti to danes do jutri, ampak do naslednje seje bomo počeli. Dajem, prosim, izvoli. Ne, hočem, ja. Jaz ne vem, a bi dal v razpravo, ali gremo glasovati v enofazni ali dvofazni postopek. Dobro, ne, razprava bo tako tako. Dobro, gremo v razpravo. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Moje mnenje je sledeče. Tam, kjer nikoli ni nobenih pomislekov bo, da po vseh odborih gre gladko skozi, jaz ne vidim vzroka, zakaj ne bi šlo po skrajšanem postopku. V tem primeru zdaj sta 2 odbora imela svoje pomisleke.
vprašal sem, a se nam to modi, a smo vezani kaj na kakšne termine, dejansko nobenega problema ni. Teda moje mnenje je sledeče, da vseeno se damo cajt en mesec, malo še pričekiramo celo zadevo. Jaz sem pripričan, da predsej svetnikov sploh ne ve, za kaj se gre. Prav je, da se res malo poglobimo. Nekateri so se opiknili samo v cifro, ne ve se pa točno, kako bo tudi postopek sploh izgledal. Tudi cena je različna po ostalih občinah. Zdaj imamo cajt spet malo prilagajati. Imam pa kar zdaj eno vprašanje, ko bo tudi koristilo vsem ostalim. To takso vemo, kdo jo plača. Komu jo pa plača? Občini ali urbanistov? Občinski proračun. Ok. Hvala, to je kaj moje mišljenje. To so namenska sredstva. Izvoli. Jaz sem včeraj na odboru za finance začel to razpravo v tej obliki pomislekov zaradi enofaznega postopka, da na kratko o teh stvarih spregovorim. Najprej bom rekel, da sem vsekakor zato, ker je nujno, da tak odlok, ki na nek način te stvari rešuje, sprejmemo. Gre samo za to, da se pač kažejo še morda nekatere variante pri teh izračunih ali pa določitvi stroškov. Najprej, seveda, mudi se ne, ker kot je prej gospa Sanja povedala, uveljavitev tega zakona je bila že lani v juniju mesecu, torej če se zdaj nismo 8-9 mesecev hiteli, pol tudi ni nobenega razloga, da bi zdaj po skrajšanem postopku, kot pravi Bernič, če gre za pomisleke, pol je pač treba to danes v prvem branju sprejeti, pa podati konkretne pripombe, ki se bojo pol v neki delovni skupini obdelale in pripravile za drugo obravnavo. Jaz bi predvsem ta del razložil, ko gre za predvidene višine stroškov za posamezne vrste lokacijskih preveritev. Preveč je bil zdaj poudarek na tem, da gre samo za legalizacijo črnogradenj. To je en del, ki bo to omogočil. Ne gre samo za legalizacijo. Se pravi, ena skupina je poskus te legalizacije, ki jo seveda moramo izvesti zato, da bomo vse te zadeve imeli komunalno urejene, priključene in tako naprej. Drug del gre pa za spremembe pred začetkom postopkov posameznikov, ki želijo nekje v okviru svoje domačije ali v okviru neke zazidave in tako naprej poseči v ta prostor, pa jim zdajšnji OPPN to ne dovoljuje. In iz te razlike, da gre za dve zadevi, bi tudi izhajal, da bo šlo za dvojne različne stroške, ker tisti, ki pravočasno zdaj začnejo postopek in tako naprej, ni nobenega razloga, da jih obravnavamo po istih pogojih kot pa one. Pa še naprej, ko sem malo te stvari gledal v samemu zakonu o urejanju prostorov, je pravzaprav tako, da je ta lokacijska preveritev za določenje obsega stavbnega zemljišča pri posameznih poselitvah, ker gre za prilagajanje in preoblikovanje že določenega stavbnega zemljišča oziroma njegovo malenkostno povečanje v okviru zakonsko dopustnega obsega. Skratka, gre za različne te obsege stroškov. Vsaj 3 v tej skupini sem jaz recimo najdel. In recimo mislim, da v Žalcu pa še nekje so tudi na to pol vezali tiste stroške. 1000, recimo 1500, 2000. Ker ni enak obseg dela pri tem preverjanju, kar bo tudi seveda lahko urbaniskinja potrdila. Ker gre za to, da ni enakega obsega dela, ki ga moramo tu v občini pa v teh službah opraviti. Se pravi, to diferenciacijo bi morali upoštevati pri teh stroških. Na eni strani, da ne gre enostavno za to, da se neka uzurpacija zdaj legalizira, je vprašanje, a se bo ali ne, ker to ni vnaprej določeno, to mi je jasno, ampak da gre tudi za vse te nadaljne postopke, kako bomo na legalni način na posameznih
posegih v prostor, recimo strankam omogočili, da bojo dale pobudo, da bojo se vse te spremenile. Skratka, te zadeve, pa tudi podobno tam, ko gre za samo takso, ker je razlika med pobudo, tudi pri nas mislim, da smo 2 ceni tam določili, a ne, je taka, da bi bo treba prediskutirati in v tem smislu zdaj potem te zadeve v ta dva odloka, ki sta napisana v enem, po vsebini sta vsak za sebe, a ne, urediti in predlagam, da se danes po opravljeni razpravi sprejme sklep, da se pač v prvem branju to sprejme z temi pripombami in da se z neko delovno skupino skupaj z strokovno zunanjo sodelavko pripravi usklajen predlog za drugo obravnavo na naslednji seji. Hvala. Hvala. Jaz bi samo odgovor dal, ni nujno, se nam ne mudi od danes na jutri, imamo čas do naslednje seje občinskega sveta stvari še prediskutirati pa pripraviti boljše. Tako da jaz tudi predlagam, da v prvi obravnavi obravnavamo in sprejmemo v prvi obravnavi. Pa niti ne bom dal na glasovanje, ker iz teh vaših besed je zaznati. Ni pa nobene nuje. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz se strinjam, isto tako je Berni rekel, da problem je bil v tistem, da je bil naš odbor prvi, ki je to sprijemal, a ne, in da smo dali to v skrajšan postopek in to sprijeli. Nihče od nas, ki smo delali v KCG-u odboru, ni vedel, da bojo v 2 naslednjih odborih imeli nekatere pomisleke. In zaradi tega smo dali za skrajšano obravnavo. Iz nastopajočih, se pravi, ko so povedali svoja mnenja, pa je moje mnenje ravno tako, da se naj danes sprejme v prvi obravnavi, pa naj se pa še na naslednji seji občinskega sveta sprejme tudi v drugi obravnavi. Hvala lepa. Še kdo želi? Izvoli. Hvala za besedo. Mogoče samo to razmišljanje glede zakonitosti. Sam KCG je tudi sprejel po zakonitosti in sam KCG je tudi nekako gledal na to stvar, da se to čim prej lahko ponudi občanom. Po drugi strani sem član tudi statutarne komisije, v kateri smo pač v predhodnim financam izvedli za to situacijo in smo nekako gledali, da pridemo bliže tudi nekemu posvetu, da dejansko umirimo žogico. Bi pa rekel to, ta stvar, katere je gospod Fajmut omenil, ABC so res 3 različne kvalifikacije in večinoma ostalih občin ima to razdeljeno po različnih kriterijih, tudi numerirano z dejansko različno ceno. Tu smo pa tudi občina Prevalje šla nasproti občanom, da je enotna cena in da je manjša in nižja. Teda dejansko vse delamo na osnovi, da približamo občanom stvar, ki je pač lažje sprejemljiva. In tu mislim, da je stvar lahko debate še naprej v tem drugem branju in bolj moramo pa gledati, da diskriminacija različnih cen pa ne sme biti. Se pravi, gledamo v smer, da bo za storitev enaka cena. Hvala. Hvala. Še kdo? Izvoli, Andrej. Hvala za besedo. Jaz bi mogoče, glede na to, da imamo tole zdaj gospod Sanijo, da bi kar povedala, a že koliko ljudi pa že čakate preveritve? Bilo je pri meni, da so se oglasili, pa imajo interes enih 5 ali pa 6 mogoče. Pa so tudi tile seznanjeni z kako ceno, ko treba plačati. Okvirno so seznanjeni, da bo treba plačati, ne pa z konkretno ceno. Hvala. Iz tega vidika jaz mislim, da kar, glede na to, da je odbor za KCG se seznanil s tem, mi smo tudi zadeve predebatirali kar dobro in smo videli, da dejansko dobro, vse cena je kakršna je. Kakorkoli je, če govorimo, da je mali del teh možnosti za legalizacijo, to zelo neka mandatna kazen mora biti za črnogradnjo. Teda iz tega vidika jaz ne vidim nobenega razloga, da ne bi to plačali. Vse ostalo, kar naprej, pa mi nudimo možnost našim občanom, da to naredijo,
kar je bilo zdaj vezano na naš OPN in se je čakal po 10 let. In jaz verjamem, da bo vsakrat to plačal. Seveda so pomislili, tako zadnjič gospa dava za kmetovalce, za one, za druge. Seveda vsak bo nekje se najde, to je žal. Teda jaz še vedno bom rekel, KCG je to sprejel in predlaga enofazen pristop, tako da jaz prosim, da ga date na glasovanje. Tako. Dobro. Izvoli. Izvoli. Boš se. Bom čist kratek. Jaz mislim, da ni teko problema zdaj, a bo ta taksa Jurija, a bo ta taksa Jurija pol. Vsak je z veselo da tisti denar, samo da pride do nekje do papirja, da kar ga je pač posral v preteklosti. Bolj bi bo treba razložiti nam in tudi mogoče nekaterim drugim, kak je to sploh postopek pol. Eni mislijo, tako sem že prej rekel, Jurija bo dal, bo imel vse kar legalizirano. To ni to. To je treba razložiti. In mogoče na naslednjem odboru, če ga bomo imeli, se bomo tam bolj poglobili. Da lahko tudi pol mi javnosti razlagamo, kakve so variante za kakvo legalizacijo, pa kakve niso. Pa tudi, če da 10 Jurij. Tudi take variante bojo. Hvala. Hvala. Replika. Bi hotel pojasniti, da ne gre samo še enkrat za tiste urejanje za nazaj, a ne, tistih je malo. Ampak mi z tem pravzaprav določamo način, na kak način bojo pravne ali fizične osebe vstopale v bodoče v ta proces spreminjanja teh pogojev, zato da se bo lahko neka legalna gradnja odvijala. In jaz sem poleg tega, da sem prebral, ker mislim, da je obrazložitev dobra in je razumljiva, morda je pač strokovno zahtevna, pogledal tudi recimo tisti 128, 129, 130 člen Zakona o urejanju prostorov in iz tistih, tako meni izhaja, da je pravzaprav precej različen obseg dela. Tu jaz ne gledam, da je ta Jurij ali pa Jurij pa pol kazen. Jaz mislim, da je jasno zapisano v odloku, da gre za stroške. A ne, strošek pomeni pokrivanje nekega upravljenega dela. Torej, če bomo skozi razpravo potem ugotovili, da gre za različen obseg dela, kar pa mislim, da, glede na to, da sem temeljito pregledal tiste člene, pol je nujno tudi, da diferenco naredimo pri posameznih cenah. Od tistega 1100, ko ga imamo zdaj navzdol, recimo. Predvsem pa se moramo še nekaj zavedati. Cel kup nalog ima pa občina kot lokalna skupnost na tem področju, ko gre za urejanje prostora in je pravzaprav skozi vire financiranja, ki so pač v okviru proračuna, že plačana za to, da tudi te stvari za občane ureja, a ne, in za pravne osebe. Tako da pravzaprav tu tudi ne bo šlo za to, da bomo iskali popolno pokritje stroškov, ko bo šlo za to zadevo. No, poleg tega je pa treba reči, da predlagatelj, ko bo šlo za ta drugi del, za to, ne, bo pravzaprav z strokovnimi podlagami, ki jih bo moral narediti nekdo, ki ima certifikat za take stvari, tako za PGD, pred ta organ občine in tisto izrecno tudi piše, normalno plačati. Na svoje stroške bo moral to dokumentacijo prinesti. Tako da vse te stvari kažejo na to, da bi morda ločili v te dve glavni skupini, ko gre za nazaj, za naprej, pa malo glede na stvarno obseg stroškov. Ni pa mala stvar, ko bo nekdo rekel, seveda, tisti, ki ima zdaj, neko tako gradnjo, da jo bo legaliziral skozi to, ampak da se zavedamo in je prav tudi, da povemo. S tem bo šele imel možnost, da bo predložil projekt za gradbeno dovoljenje, da bo v okviru tistega projekta moral imeti tehnično zadeve rešene in prostorsko, kot so predpisane, da bo moral plačati potrebne komunalne prispevke in vse ostalo, zato da bo pridobil gradbeno dovoljenje, potem izvedel tehnični pregled in dobil uporabno dovoljenje. In seveda je v interesu občine, v interesu nas vseh, da bojo ti objekti, ki so že urejeni, da bojo priključeni na komunalno infrastrukturo, da ne bojo obremenjevali okolja in podobno. Zato podpiram. Zdravko, čas je potekal, ampak vse je v redu. Te nisem prej prekinil, ker si je razložil. Izvolj.
Jaz vidim, da je kar veliko pomislekov tule in verjamem, da marsikateri od svetnikov zdaj razmišlja, kako se bo odločil, če bo prišlo na glasovanje, a ne. Tako da jaz še vedno ustrajam pri pobudi za dvofazni postopek, hkrati bi pa tudi predlagal, da se ustanovi kakšna delovna skupina, ki bi zadevo bolj obravnavala, da gremo bolj podrobno in to zadevo razčlenimo. Hvala. Izvoli. Za gospod Godec bi imel eno vprašanje. Ne. Glede na to, da mi živimo v eni regiji Koroške, naše lokalno okolje je tu na Koroškem. Kakšne so pa cene primerljive po drugih občinah za to takso? Pri nas plačujemo predlog je 1100 in ne več kolegi imamo zdaj okrog tega zneska. Koliko je pa v primerljivih občinah okrog nas, da bomo videli, o čem se sploh pogovarjamo? Sprejeli so, ta odlok imajo že občine Slovenj Gradec, Ravne, Mežica. Občina Črna ga nima, zaradi tega, ko nimajo OPN-ja, pa ne morejo teh instrumentov uporabljati še. Cene so dejansko, so jih razdelili, nimajo enake cene za vsa tri posega, če bi tako rekli. Cene pa grejo od 1000, 1500 do 2000. Če gremo po vrstnem redu, namenska raba, okvirno imajo take cene, oziroma 1500, 2000, 2500. To so cene po primerljivih občinah. Ne? Hvala. Naš predlog je bil, da znižamo, da gremo na minimalni nivo, zato smo rekli, naj bojo vse tri cene enake, ne bomo šli dvigati. Ampak, mislim, zakaj so te takse? Tudi zaradi tega, da ne bo vsak, ko bo imel 10 minut časa, prišel z enim predlogom pa za neke stvari. To so za te stvari, ki so izjemno pomembne za spremembe, ki jih dopušča zakon. Ne pomeni za vse stvari. Tako da, to je. Izvoli. Tu bi jaz opozoril, da vsak, ko bo dal vlogo, ko bo to tudi plačal, ne pomeni še, da bo ta vloga, ta zahtevek odobren. To je treba opozoriti ljudi. Tako da ne bojo kakšni problemi pol iz tistih strani. Da smo jih kaj To je začetek postopka. Morajo biti izpolnjeni vsi pogoji v skladu z zakonom za pridobitev gradbenega dovoljenja in vseh stvari. Potem dajem jaz na glasovanje, da nam jaz odločil o tem, dajem na glasovanje, kdo je za prvi predlog, ki je bil, da gre po enofaznem postopku. Kdo je za? 2 sta za. Kdo je z... Gremo po dvofaznem postopku. Hvala. Še kdo želi, če ne, dajem na glasovanje predlog sklepa, da sprejmemo odlok o določitvi takse z pripombami v prvi obravnavi. Kdo je za ta sklep? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 za. Hvala lepa. Sklep je sprejet. Hvala. Smo pri točki 5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej, prva obravnava. Prosim za kratko obrazložitev direktorja. Lep pozdrav, gospod Pungartnik, izvolite, beseda je vaša. Kratko. Lep pozdrav. Za uvod naj povem, da je občina Mislinja na podlagi sklepa v marcu 2011 svoje ustanoviteljske pravice in pa obveznosti v zvezi z delovanjem in pa seveda financiranjem Koroškega pokrajinskega muzeja prenesla na sedežno občino, torej občino Slovenj Gradec. V lanskem letu, se pravi leta 2018, je pa občina Mislinja, soustanoviteljice muzeja, obvestila, da želi ponovno prevzeti svoje ustanoviteljske pravice in pa obveznosti iz naslova sofinanciranja dejavnosti muzeja. To namero je predhodno obravnaval svet ustanoviteljev javnega zavoda, se pravi svet ustanoviteljev so župani in ti so na svoji 4. redni seji v aprilu 2018 se s tem tudi seznanili in seveda s predlogom soglašali. Kajti v skladu s 5. odstavkom 2. člena odloka o ustanovitvi našega muzeja so občine ustanoviteljice dolžne
občinam, ki so prenesle te ustanoviteljske pravice, ponovno omogočiti, da te prevzamejo nazaj. No in to je bila potem tudi podlaga, da je Občinski svet občine Mislinja na svoji seji 5.4.2018 sprejel sklep, da Mislinja svoje ustanoviteljske pravice in pa obveznosti prevzame nazaj. Na podlagi tega je seveda bilo potrebno uskladiti ustanovitveni akt našega muzeja. Gradivo je pripravila delovna komisija, ki jo je imenoval župan sedežne občine Slovenj Gradec. V komisiji smo delovali seveda predstavniki muzeja, predstavniki statutarne komisije sedežne občine in pa seveda strokovne službe. Zdaj, če pogledamo spremembe, spremenijo se 1., 2. in pa 17. člen odloka. V 1. členu se k občinam ustanoviteljicam doda občina Mislinja, posledično se iz 2. člena izmed občin, ki so pravice in obveznosti prenesle na sedežno občino, seveda Mislinja izbriše. V 17. členu, ki govori o svetu zavoda, se pa spremeni število predstavnikov mestne občine Slovenj Gradec, torej se njihovo število zniža. Do sedaj so imeli 4 predstavnike, po novem bi imeli 3, zato ker pač enega predstavnika pridobi Mislinja. Ostalo število članov ostane enako, se pravi tudi za vašo občino ostane en predstavnik, torej tudi skupno število, a ne 15, ostaja enako. Kar se tiče prehodnih določb, je zapisano, da se pri tem spreminjanju števila sveta zavoda more občina Slovenj Gradec v roku 90 dneh odpoklicati potem svoje člane in seveda na novo potem imenovati 3. Mogoče samo to še v 6. členu se seveda določi, da se delež financiranja zagotovi, tako kot že do sedaj po ključu, se pravi ta procent se pri občini Slovenj Gradec zmanjša in seveda preide na občino Mislinja, ki v letu 2019 seveda začne sofinanciranjem našega muzeja. Mogoče kot informacijo vam pa za zaključek povem, da so ostale občine to sprejemale po krajšem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in pa dopolnitve. Toliko. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, prosim. Hvala za besedo. Torej, Odbor za družbene dejavnosti je ta predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej obravnaval in ga sprejel in ga predlaga občinskemu svetu občine Prevalje v sprejem. Sicer pa hkrati predlaga, da občinski svet v skladu 6. odstavkom 83. člena poslovnika občinskega sveta občine Prevalje prvo in drugo obravnavo predloga odloka združi in na isti seji torej opravi obe obravnavi, ker na ta predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo identično besedilo predloga odloka v prvi obravnavi. Sicer je pa odbor ta sklep soglasno sprejel. Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja, izvoli. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej, prva obravnava, in ugotovila, da je v skladu z vsemi pravnimi akti, ter ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hkrati pa komisija tudi predlaga, da se upravi obe obravnavi, prva in druga, ker ne bo nekih bistvenih vsebinskih razlik, in daje občinskemu svetu predlog, da to stori v eni obravnavi. Hvala. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Berni, izvoli. Mogoče treba samo še omeniti, da finančnih posledic za občino Prevalje ni, se nič ne zgodi. Edina sprememba je Slovenj Gradec Mislinja. Hvala. Še kdo? Hvala. Hvala. Glede na to, da je predlog, da gremo po skrajšanem postopku v prvi obravnavi, dajem predlog na glasovanje v prvi obravnavi. Kdo je za ta predlog sklepa?
Vsi za. Hvala. Želi še kdo razpravljati pred glasovanjem o drugi obravnavi? Ne želi, potem dajem na glasovanje drugi obravnavi. Kdo je za sprejem? Hvala lepa. S tem smo to točko končali. Hvala, direktor. Smo pri točki 6, zaključni račun proračuna občine Prevalje za leto 2018. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev. Strokovne službe občine Prevalje smo do 28.2.2019 pripravili bilance za leto 2018 in jih oddali na AJPES za občino Prevalje in za enotni zakladniški račun občine Prevalje. Do 31.3. smo pripravili obrazložitve zaključnega računa za leto 2018 in jih oddali na Ministrstvo za finance. Do 15. aprila je bil skrajni rok, da gradivo za zaključni račun prejmejo svetniki. Vse roke smo izpolnili. Gradivo obsega splošni in posebni del, realizacijo načrta razvojnih programov, obrazložitve zaključnega računa proračuna, obrazci AJPES za občino Prevalje in za enotni zakladniški račun občine Prevalje, sklepi o prerazporeditev sredstev, inventurni elaborat, namenski prihodki tabela, izjava o ceni notranjega nadzora javnih financ občine in poročilo o porabi sredstev rezerve. Celotna realizacija prihodkov je bila 7.339.000, kar predstavlja 96% realizacijo veljavnega proračuna. Odhodki so bili realizirani v višini 7.004.304, kar predstavlja 88,7% realizacijo veljavnega proračuna. Razlika med prihodki in odhodki je presežek v višini 335.000, ki se zmanjša za 129.852 v bilanci C. Na račun financiranja odplačila dolga v letu 2018 v višini 241.447 in se poveča še z najetjem kredita pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 111.595. Tako da znaša rezultat vseh treh bilanc 580.862 in se prenese v leto 2019. V proračun za leto 2019. V letu 2018 smo imeli dva rebalansa proračuna in to v mesecu juniju in oktobru. Posledično smo se z realizacijo približali planu. Največji procent celotnih prihodkov zajemajo davčni prihodki, naslednji pa so transferni prihodki. Med transfernimi prihodki pa je največji delež prijetih sredstev iz državnega proračuna za investicije. V okviru Ministrstva za okolje in prostor smo za sanacijo plazov prijeli cirka 1 milijon sredstev, prav tako smo za nadpredpisano rezervo iz Ministrstva za okolje in prostor prijeli cirka 150.000 evrov. Za projekt ureditev cestnih povezav na Brinjevo goro pa smo preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prijeli sredstva v višini 111.595. V letu 2018 smo zaključili poravnavo s Komuna projektom v višini 56.000. Prav tako je podjetje Petrol d.d. poravnalo obveznosti iz leta 2016, 2017 in 2018 in podpisalo nadaljnje sodelovanje za koncesijo za plin. Vsem društvom in javnim zavodom smo v skladu s pogodbami in izdanimi zahtevki nakazali sredstva. Hvala. Odbor za proračun in finance. Izvoli. Na našem odboru smo temeljito predelali to zadevo, se res podrobno seznanili in sprejeli ter dajemo tudi občinskemu svetu, da to potrdi. Smo pa se ustavili posebej pri podjetju Kocerod in dalj časa trajajoči zadevi oziroma neskladju. Tako da smo se odločili še za en sklep,
da našega predstavnika v skupščini Koceroda pooblaščamo, da zahteva na skupščini poplačilo terjatev izkazanih na občinah ustanoviteljicah iz naslova zadržanih sredstev najemnin za sklad premične opreme pri podjetju Kocerod od leta 2015 dalje, ter da v tej zadevi z ostalimi občinami ustanoviteljicami uskladi pravne akte v skladu z zakonom. Hvala. Hvala. Od Komisije za statut in pravno vprašanje, izvoli, Aleksandar. Obravnavala zaključni račun proračuna občine Prevalje za leto 2018 in ugotovila, da je v skladu z vsemi pravnimi akti. Tudi na našem odboru so bili podobni razgovori okrog Koceroda in se strinjam z odborom za finance, da se na tem nekaj naredi. Hvala. Hvala. Dajem zaključni račun občine Prevalje v razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Jaz bi, ko sem v obeh teh organih, si dovolil kratko obrazložitev, predvsem zaradi tistih, ki so bolj na novo, pa ne da bi koga podcenjeval, pa bom probal to razložiti na tej analogiji z komunalnim podjetjem Log. V komunalno podjetje Log smo vložili svoja sredstva, ki so v obliki vodovodu, kanalizacije, skratka te infrastrukture, in jim to dali v najem. Oni nam plačujejo najemnino, prihodke za to, da nam pa lahko plačujejo najemnino, pa ustvarjajo skozi obračun, amortizacijo oziroma tako imenovani fiksni del je gor na ceni, na položnici za občane, vezan na tisti presek in tako naprej. In potem pride to in je integralni del tega proračuna, ki ga mi tu sprejemamo, nazaj pa smo dolžni vlagati ta sredstva v to komunalno infrastrukturo, tako kot nas tudi zakon zavezuje. In to tudi delamo na tak način, da komunalno podjetje kot upravljavc skupaj z našimi službami pa z odborom za KCG pripravi program vlaganj na tistem področju. In gre ta denar nazaj v našo infrastrukturo in je pravzaprav ta krog zaprt, tako kot tudi zakon predpisuje. Pri Kocerodu tega kroga ni. Oni preprosto so si zmislili, gospod direktor, da bo pač pri sebi imel ta sklad, in iz tega naslova imamo mi zdaj pri njemu terjatev, bom rekel, celka 80 000 evrov, iz te analogije bi pol sklepal, ker smo mi rahlo po 10% lastnik, da je vsega čez 800 000 evrov, ko si sam zmišlja, kam jih bo vlagal, ker če bi jih dal sem, bi morali ta program sprejemati na tak način, kot ga sprejemamo recimo za Log. In na drugi strani imamo pa probleme pri tej isti komunalni dejavnosti, ki se ji reče v prvi fazi zbiranje odpadkov, kjer imamo star strojni park. Zdaj se direktorica komunale skupaj z nadzornim odborom in tako naprej ukvarja, kako bo najela kredit za to, da bo kupila 2 vozila. Tam ima pa 800 000 evrov, vse 4 komunale so pa pred rasulom, ko gre za strojni park. In na tak način ne smemo pustiti in smo odgovorni, da ne pustimo, da bo delo z našim denarjem, ker je občinski svet odgovoren za sredstva občine Prevalje in je zato v proračunu tudi zadeva tako postavljena. In to je zdaj zadnji primer, da se ga še enkrat tako opozori, v naslednjem primeru, če ne bo večina za to, ga bom sam kazensko ovadil tudi. Pa to je pa že čez vse meje. No, seveda bo pol vse skupaj to lahko vpliva tudi na slabe cene, na slabe poslovne rezultate in podobno, kar vidite, da se po Sloveniji dogaja, imamo Trbovlje s 3 milijone izgube in še kaj, a ne na koncu pa občani plačajo pa pravne osebe. Hvala. Hvala. Še kdo želi? Če ne, potem dajem predlog sklepa na glasovanje, kdo je za sprejem sklepa, da se sprejme zaključni račun proračuna občine Prevalje. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 7, premoženjska bilanca občine Prevalje na dan 31.12.2018. Prosim, Veronika, kratko obrazložitev. Občina Prevalje je zavezanec za pripravo premoženjske bilance na dan 31.12. Premoženjska bilanca občine Prevalje je sestavljena iz premoženjske bilance proračuna občine Prevalje, iz premoženjske bilance enotnega zakladniškega
računa občine Prevalje iz premoženjske bilance osnovne šole Franja Goloba Prevalje, kjer vključuje tudi enoto vrtca in delne premoženjske bilance zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Vrednost aktive predstavljajo seštevki sedanje vrednosti nepremičnin, sedanje vrednost opreme, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročno dana posojila in depoziti, dolgoročne terjatve iz poslovanja, denarna sredstva, kratkoročne terjatve in druge terjatve. Vrednost pasive pa predstavljajo seštevek splošnega sklada, dolgoročna prijeta posojila, kratkoročne obveznosti in druge obveznosti. Vrednost aktive je ostala v primerjavi z letom 2017 v letu 2018 na enaki podobni višini. Hvala lepa. Predsednik odbora za proračun in finance, Staš, izvoli. Naš odbor se je seznanil s premoženjsko bilanco in jo daje obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati o premoženjski bilanci? Ne želi, potem dajem na glasovanje predlog sklepa o potrjevanju premoženjske bilance. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. S tem smo to točko zaključili. Smo pri točki 8. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Pozdravljam direktorico in dajem besedo, prosim, za kratko obrazložitev. Lep pozdrav. V skladu z uredbo o oblikovanju oziroma o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev smo vam pripravili elaborat o oblikovanju cene obveznih gospodarskih javnih služb za področje odpadnih voda in področje oskrbe s pitno vodo. Da na kratko razložim, kar verjetno že poznate, da je cena razdeljena na fiksni in variabilni del. Fiksni del obsega vrednost amortizacije infrastrukture oziroma najemnine, ki jo občina zaračuna upravljavcu in je odvisen od števila priključkov na vodovod in velikost teh priključkov. To se pravi, tu gre za fiksni del oziroma omrežnino. Pri variabilnem delu pa je strošek na kubik pitne vode ali pa na kubik odpadne vode odvisen od stroškov, ki jih povzroči dejavnost. Gre za stroške dela, stroške raznih storitev, monitoringa, stroške dela in tako dalje. Glede na vsako leto moramo v skladu z uredbo pripraviti obračunsko ceno in predračunsko ceno za leto 2019. Na zadnji tabeli oziroma predzadnji list imate tabelo, kjer so natančno tudi označene spremembe cen. Posebej moram poudariti, da glede variabilnega dela smo zračunali, bi bilo potrebno nekaj malega procentov dviga cene, vendar smo glede na rezultat in poslovanje podjetja pač ocenili, da dvig ni potreben. Pri fiksnem delu pa je seveda, tako kot sem na začetku omenila, cena odvisna od stroška amortizacije oziroma najemnine, ki je občina zaračuna upravljavcu. In glede na to, da je občina v lanskem letu kar nekaj vložila v sam sistem vodooskrbe in kanalizacije, je ta vrednost višja in potem je seveda pri preračunu ta cena na posamezen priključek tudi višja. Tako kot sem rekla, na predzadnji strani imate tabelo, kjer je ta višina prikazana oziroma ta dvig, in sicer gre za oskrbo s pitno vodo na omrežnini za dvig za 10%, to je v evrih je to 0,21 evra na priključek DN20. Pri odvajanju kanalizacije oziroma kanalščine je pa ta razlika 15% oziroma 0,52 evra na DN20, ki je pač največ, teh je največ.
V elaboratu imate še eno zanimivost ali pa zadevo, ki jo vsako leto tudi predvidimo, in sicer gre za storitve povezane z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, torej čiščenje odpadnih vod, gre za čistilno napravo Leše in tokrat prvič tudi za čistilno napravo Malinek. Cena, ki bi jo, se pravi ta fiksni del cene, o njem govorimo, ki bi jo mi morali zaračunati, je precej visok, višji kot v preteklem letu, zaradi tega, ker je 5-letno obdobje, ko je možno po zakonodaji subvencionirati ceno že mimo in občina te cene na Lešah ne more več subvencionirati. In ker smo ugotovili, da bi za malo čistilno napravo Malinek bila cena tudi precej visoka, smo seveda preverili zakonodajo in ugotovili, da je možno glede na izkoriščenost omrežja oziroma v tem primeru čistilne naprave lahko ceno glede na to izkoriščenost potem ceno tudi znižamo. In v primeru čistilne naprave Leše, kjer je kapaciteta 75 populacijskih enot in je priključenih 43 oseb, pomeni to 57% zasedenost in pri izračunu fiksnega dela cene smo uporabili omrežnino v višini 57% in cena je potem približno enaka kot v preteklem letu. Pri čistilni napravi Malinek je ta procent precej nižji, in sicer je čistilna naprava velikosti 150 populacijskih enot, priključenih pa je 54 oseb, kar pomeni 36% zasedenost in pri tem izračunu smo uporabili enak način, le da pri Malineku, ki smo ga, oziroma čistilni napravi Malinek, ki smo ga vključili v sistem uradno z monitoringom ali prijavili smo ga na Ministrstvu za okolje in prostor, smo ga vključili z letošnjim letom, pa pomeni, da lahko tu občina v proračunu predvideva subvencijo in je tu predvidena 50% subvencija. Tako da na kratko pa jedrnato. Hvala lepa. Dodal bi samo to, kar je najbolj plastično prikaz na položnicah, bo približno za 1,12 do 1,50 evra višji strošek, glede na to, je tu 2-, 3- ali 4-članska družina, od 1,12 evra do 1,51 evra višja strošek. Hvala lepa. Prosim odbor za KCG. Izvoli, Andrej. Hvala za besedo. Odbor za KCG se seznanil s tem elaboratom ter se z njim strinja in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Tudi mi smo se seznanili z elaboratom, direktorica nam je obrazložila spremembo cen, tako da tule nismo videli nobenih problemov in soglasno potrdili, ter predlagamo, da to stori tudi občinski svet. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti, izvoli. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti je potrdil elaborat in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Seveda smo najprej imeli pomisleke, gre za 9,5% pa 15%, ko pa smo dobili razložitev, da gre za 1,5 evra, seveda pa smo to soglasno sprejeli. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Jaz bom probal biti kratek. Gre za to, da predlagam zdaj seveda, da se te zadeve sprejmejo kot se, so pripravljene, bi pa rekel, da moramo nekje drugi polovici leta, pa bo čas za to, za naslednjo leto začeti pripravljati nek nov sistem tega. Če dovolite, bom spet na nek tak, recimo, plastičen način povedal, zakaj pride do take zadeve, ko se je zdaj zgodila. Masa sredstev amortizacije, ki se mora obračunati, se razdeli na vse priključke. Zdaj je prej je bila ta masa recimo 100, pa je bilo 1000 priključkov, pa smo to razdelili na 1000 priključkov. Potem se je pa zgodilo, da smo
za nekaj malo priključkov naredili razmeroma veliko investicijo. Ker imamo pa enotni sistem, kar je prav, in upam, da ga bomo v kratkem tudi na področju čistilnih naprav, ko bomo to centralno zgradili in tako naprej tudi imeli, pa seveda pol pride ta skok procentno grd pa velik, pa tudi, bi rekel, gospodarsko gledano nelogičen. A ne? Če vzamemo, da je to vse skupaj v Prevaljah in ker smo zgradili en vodovod le še za tistih recimo, ne vem, 20 ali 30 občanov, ki je pa tekel košto, moramo zato zdaj vsi teko večjo fiksni del omrežnine plačevati. Zdaj jaz to govorim zaradi tega, ne da nisem za ta način solidarnega enotne cene, ampak zato, da moramo sistemsko do neke take rešitve priti, a ne da se nam ne bojo več te stvari dogajale, tako kot sem včasih tudi dolgocetni v zvezi s tistim vrteco, pa cenami v vrtcu, ko se dogaja, da se zgodi nekomu, da grejo učiteljice v penzijo v tistem letu, pa da je še veliko odpravnin in pol vse na tiste otroke ali pa starše v tistem letu pade, ko je tudi nemogoč sistema. In mi ne bo noben rekel, da se ne da neke normalne vzdržne sisteme narediti. Tako da tule seveda upravičen je ta predlog za tak dvig, ampak dolgoročno moramo pač iskati druge načine in se ne zgovarja tudi ne na to, da je pač iz Ljubljane tak zakon pa tak predpis. Veste, oni dola niti približno ne vejo vsega. Jaz sem tu pred 10 leti nagovarjal občinsko upravo, pa smo začeli vodo piti iz kozarcev, tisto, ko jih imamo tu v litrih in smo nehali plastenke. Zdaj se že v Ljubljani hvalijo, da tudi ne smejo dola več iz plastenk piti vodo, tako da boste videli, kje so zadaj. Tako so lahko tudi pri komunalnih cenah zadaj, pa pri teh sistemih. Mi moramo predlagati nekaj bolj normalnega, nekaj bolj življenjskega za nas, poleg tega pa ta, recimo, močvirniški sistem pa naš nista primerljiva. Zato, ker oni imajo črpališča, imajo cel kup drugačnih sistemov, ki niso primerljivi z našimi daljinskimi vodovodi in z stroški amortizacije na teh vodovodih. Še pol minute imam in jaz se vam zahvaljujem, pa danes ne več. Izvoli. Eno vprašanje, en pomislek. Verjetno takrat, ko bo naša čistilna naprava zalaufala, kar bo, slej ko prej, a se bo te cene čiščenja enega kubika odpadnih vod na Lešah, pa enega kubika odpadnih vod v Prevaljah poenotile? Po vsej verjetnosti se boje poenotile. To je naloga v naslednjem obdobju, da naredimo. Ja. Še kdo? Izvoli. Stavek 2 dodala, da je smiselno seveda glede na izkoriščenost te čistilne naprave, da se priključi seveda, zdaj govorim za Malinek, tamle še več gospodinstv, kot smo slišali, je tukaj številka še zelo nizka, je pa tudi seveda želja tistih, ki smo malo dlje oddaljeni, da se nam tudi nekako omogoči ta priložnost, da razmišljate o tem seveda, da se priključi na to čistilno napravo še več gospodinstv, velja to upošteva. Toliko mogoče, hvala. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdo je za sprejem sklepa 4/9? Kdo je za? Vsi za. Hvala lepa. Ti si proti? Eden proti. Nisem videl tvoje roke. Ostali za. Mogoče samo še dve informaciji. To sem že povedal, da smo dobili sklep o sofinanciranju izgradnje čistilne naprave in kolektorskega sistema strani Ministrstva za okolje in prostor. 5. aprila smo dobili ta sklep, sofinanciranje v višini 3.800.000, pa še nekaj evrov v višini 70% upravičenih stroškov. Mi smo ravno danes podpisali pogodbo z izvajalcem kolektorskega sistema, to je HIS Inženiring iz Ljubljane, firma, ki je na razpisu pred 5 leti bila uspešna in je 5 let podaljševala garancije za resnost ponudbe. Po prvomajskih praznikih bo uvedba v delo, do mislim, da naslednjega petka pa morajo izdati garancijo za dobro upravljeno delo. Hkrati smo podpisali pogodbo tudi z nadzorom, ker ta sklep
seveda omogoča že podpis pogodb in takoj štart z delom. V sklepu je tudi zapisano, da so vsi stroški, upravičeni stroški od 1.1.2014 so upravičeni stroški do konec leta 2022. Računamo, da bomo kolektorski sistem hitrej izgradili, kot je tudi predviden v terminskem planu. Hkrati pa je v tem trenutku v javnem razpisu čistilna naprava z pogajanji, postopek s pogajanji in računamo, da bomo v prvi polovici maja imeli že z izvajalca za projektiranje in izgradnjo čistilne naprave. Smo pri naslednji točki, točka 9. Soglasje programu dela in finančnega načrta zdravstvenega doma Ravne za leto 2019. Pozdravljam direktorja zdravstvenega doma, gospoda Pušnika. Izvolite, beseda je vaša, kratko obrazložitev, prosim. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Torej, letošnji program dela zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in tudi dela zdravstvene postaje Prevalje je podoben kot preteklo leto. Bistvenih sprememb v programu ni. Kar se tiče pa samega finančnega dela, pa smo predvideli uravnoteženo poslovanje. Seveda ne manjka problemov, ki so trenutno aktualni in ki jih verjetno spremljate in ki bodo morda v večji meri tudi vplivali na naše delovanje. Upamo, da ne. Zaenkrat zdravnice zdravstvenega doma Ravne delajo, četudi glede na obremenitve, ki so primerljive s slovenskim povprečjem, nadpovprečno se ne odločajo za to, da bi ukinile soglasja za tudi prekomerno delo in pa za delo, kot ga opravljajo. Tako da jaz računam, da če ne bo bistvenih posebnosti, bo ta program dela, ki ste ga verjetno že malo prelistali, pa finančni načrt, da bo tudi realiziran. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti. Torej, Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Prevalje, da poda soglasje k programu dela in finančnemu načrtu zdravstvenega doma Ravne na Koroškem za leto 2019 in odbor je ta sklep tudi soglasno sprejel. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, izvoli, Staš. Tudi v našem odboru smo se s tem soglasjem strinjali in dajemo občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Dajem ta predlog sklepa oziroma program dela finančnega načrta v razpravo. Želi kdo razpravljati? Berni, izvoli. Seveda me skrbi tiste, kar skrbi tudi vse. Kako naprej? Malo se je treba obrniti nazaj. Zakaj imamo tako pomanjkanje zdravnikov? Verjetno je to politika kriva, verjetno ste to zdravniki krivi. Omejitev vpis v medicino je tako nizka, da nižje ne more biti. Imamo primer, eno štirko je imela ena gimnazijka preveč, ni bila sprejeta. Ne vem, a vas skrbi, da bojo tisti, ko imajo zdaj eno štirko, ne bojo dosti pametni za zdravnika, ali je bolj pametno, da dobimo iz Bosne enega, ko mogoče niti osnovne šole nima. To bo treba se vprašati, kdo je to kriv, pa da se to nekaj premakne. Konec koncev ni nobene bojazni, če bo preveč zdravnikov, pa da se bo zgodilo, da bomo imeli kjerga na zavodu. Zanimivo je, ekonomijo imamo neomejen vpis po 400. Vsako leto 400 se vpiše, vsako leto je gre 200 na zavod. Tam je neomejeno, tole imamo pa za fizioterapeuta, imamo primer, konkretni primer, eno štirko preveč, ponavljam. Žalostno, no dajte nekaj spremeniti. Jaz imam čutje, da zdravniki tudi ste včasih sami naredili si tako situacijo, kakršna je danes. Seveda, kar enkrat pa prigoriš. En se lahko delaš, pol pa prigoriš. Poznamo doktor, so sprejeli imena, ne smem povedati verjetno. Čudež. Dajte malo razmisliti, pa spremeniti nekaj to glede upisa našega, pa makar bo prav dobro šel študirati. Če bo dosti pametno, bo naredil, če ne bo dosti pametno, bo pač padel. Hvala. Hvala. Še kdo? Izvoli. Jaz bi dve stvari, najprej bi se gospodu direktorju zahvalil za lanskoletno posebno sodelovanje
Zanj sem se spet spomnil, ko sem mojo mamo težko bolno lahko pod strehi odložil, pa jo pelal k zdravniku, da smo to nadstrešnico realizirali. V zvezi z tem drugim delom bi pa rekel, da verjemite, pa mislim, da lahko rečem mnenje vseh, gospod direktor, da boste imeli vso podporo občinskega sveta Prevalj pri vaših prizadevanjih za to, da se bodo te stvari rešile v dobro zdravstva, pa seveda vseh teh občanov, ki to zdravstvo rabijo. Res pa je, kot je gospod Berni rekel, jaz sem že za 21 leto tule in od vsega začetka se pravzaprav te zgodbe podobno čujejo, s tem, da se problemi večajo. A ne, že pred 20 leti so bili problemi pomankanja teh kadrov in tako naprej. Zdaj se pa to še samo stopnjuje. Odgovornost tule je tako pa v kjerenkoli poslovnem sistemu, tu je pa odgovornost na Ministrstvu za zdravstvo v državi, na tistih državnih sekretarjih, ki te stvari delajo, na tistih, ki so predsedniki vlad. Tu pa en direktor zdravstvenega doma ne more zagotavljati kadrov, ker je popolnoma, kar se teh stvari tiče omejena. Tako si jaz to predstavljam in vidim precej zadeve, tako kot jih je gospod Berni rekel. Jaz ne bi hotel nacionalistično nastopiti, samo včasih imaš občutek, da tisti starejši profesori, doktori, ki predavajo na teh fakultetah ob tistih rednih, mislim, v teh ob svojih rednih službah, ko so še na kliničnem centru in drugota, imajo že interes vse skozi, da je tako stanje. Pa dajmo res tule, pa verjetno, da se tudi ni druge variante, ko pa, če ne jih pa začnemo, če je naših premalo izobraževati že tule, se to pa tudi ni enostavno, da nimate nekoga, ki je družinski zdravnik, ki zna slovenski jezik, ali pa da bo zdaj pediater nekdo, ki ne bo znal slovenski jezik in podobno. Jaz mislim, jaz vam zagotavljam, da boste imeli vso podporo in zdaj se seveda čuje se že kar Koroška kot druga, tretja regija po tej stopnji ogroženosti. Jaz pa vem, da je to že dolgo in ne bo dobro. Hvala. Pupi, izvoli. Hvala, jaz se ne bi tek v take podrobnosti spuščal. Upam pa, da gospod direktor, da boste razpise naredili za zdravnico pa pediatrinjo, da bojo normalno imeli naši otroci in občani občine Prevalje svojega zdravnika, ker sami ste že omenili, da povsod presegamo vse normative, a ne. In človek enkrat pregori, jaz vse zdravnike spoštujem in vem, da v nedogled tega ne bodo zdržali. Hvala. Izvoli, Saša. Smo slišali, no pravkar, da se dela na Koroškem koncu dejansko preko mogočega. In seveda, tako kot je bilo zdaj povedano, nedogled to ne gre, no, ampak mene pa vseeno malo, bi rekla, optimistično prevevajo obeti, da se pač zaključuje določene specializacije in da bo na tem koncu pa ti zdravniki po končani specializaciji tudi ostali. Namreč sama si, ne samo kot svetnik, ampak kot bodoča uporabnica najbrž, ne, sploh pa glede na starajočo se populacijo želim, da mi ne bo treba hoditi na specialistični pregled posod po Sloveniji, a ne, zelo daleč od pravzaprav doma, kjer živim, in pa da bo seveda storitev tako kot do zdaj tudi v bodoče kakovostno izvedeno, toliko mogoče, no, in jaz upam res, da se bodo ti zdravniki odločali tudi za delo pri nas, da nam ne bojo ušli. Hvala, še kdo? Izvoli, Aleksandar. Hvala za besedo. Jaz bi se zahvalil direktorju za dobro delo. To pomeni, da če direktor dobro dela, tudi zdravniki, kot vidimo, delajo preko mere, noben ni še kaj zavrnil in dokler je tako super. Kar se pa tiče vseh teh problemov glede šolanja in tega, to je pač globalni problem, ki ga bo treba rešiti na vrhu, ni pa lahek zalogaj, kot vidimo, in se ministri mučijo en za drugim in vprašanje, ali se bo to rešilo hitro. Hvala.
Hvala lepa. Še kdo? Če ne, potem dajem ta predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Kdo je za? Hvala. Gospod direktor, hvala. Mi sigurno ne bomo reševali osnovnih in glavnih problemov v zdravstvu, verjetno pa bo morala država, ključno s predsednikom vlade, ker če ni podpore, če nima minister podpore na vrhu, se nobeden ne bo resno lotil pravega dela v zdravstvu. Seveda je pa treba dobro na delu tudi dobro plačati in zdravniki imajo v rokah naše življenje. Ne avtomobile ali karkoli drugi, ampak naše življenje. Zato je seveda, mora biti kader pa res vrhunski kader. Tu ne moramo si privoščiti degradacijo poklica ali česarkoli, ampak res. Hvala lepa, direktor. Še? Res je večina izpostavljenih problemov pravzaprav izven dosega naših rešitev oziroma v preteklih, lahko rečem, desetletjih smo se seveda trudili, kolikor lahko lokalno vplivamo na to. So pa to sistemski problemi. No, tako da hvala za podporo, torej za tisto, da bomo skušali tisto, kar je v naši moči vseeno izvesti. Zdaj, jaz sem na odboru za družbene dejavnosti povedal, da seveda optimistično gledamo naprej, ne glede na trenutno stanje, ki seveda ni rožnato. Mi imamo 11 specializantov, od tega 9, ki so, torej 6 za družinsko medicino in 3 za pediatrijo. Ena je končala v teh dneh pediatrinja. Je pa res, da so to vse ženske in da v tej fazi, ko specializirajo in tudi prihajajo, potem ustvarjajo tudi družine. Tako da bo čas popolnitve verjetno nekoliko daljši in nas v naslednjih letih pač dejansko čakajo še problemi. Ampak glede na to, da imamo ta kader v neki prihodnosti, pa sigurno bo bolje. No. Hvala, direktor. Smo pri naslednji točki. Točki 10. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim, Rafi, beseda je tvoja. Hvala za besedo. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Jaz kar prvo predlagam, da preberem prvi sklep, pa drugi sklep, pa da oba dva sklepa razpravljamo, pa glasujemo istočasno, ker se gre za podobno zadevo. To se pravi, predlog prvega sklepa občinski svet občine Prevalje sprejme ugotovitveni sklep, da Andrej Strmecov preneha veljati članstvo v upravnem odboru LAS in ker predlog drugega sklepa občinski svet občine Prevalje imenuje kot nadomestnega člana upravnega odbora LAS Mateja Pečnika. Ta dva sklepa bi bila v enem mahu skopičevala. Hvala. Dajemo razpravo ta dva predloga. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje oba sklepa 4/11 in 4/12. Kdo je za sprejem teh dveh sklepov? Vsi za. Hvala. Dalje. Naslednji tretji predlog sklepa občinski svet občine Prevalje imenuje kot člana skupščine Kocerot gospoda Zdravka Fajmuta, svetnik gospoda Zdravka Fajmuta. Hvala lepa, dajem v razpravo. Izvoli. Jaz sem, glede teh zadev, sem tudi na samem QIA zapovedal, sem zelo vesel, nisem tek a priori, da bi glasoval kaj proti, da je prišel do te imenovanja, ker mislim, da je od nas svetnikov to tudi povedal, gospod Zdravko ima v tej zadevi ne več znanja, pa ne več vem, da je pa zelo zadovoljen, da je bo prišel do tega imenovanja. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega sklepa. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Zdravko, zdaj boš imel priložnost to, kar nam ni uspelo narediti, tisto, kar je, če bo le šlo. Če bo le šlo. Hvala. Izvoli, Rafi, dalje. Četrti sklep. Občinski svet Prevalje imenuje kot člana sveta zavoda zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Aleksandra Ristića. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem na glasovanje. Kdo je za? Vsi si lahko za, Aleksandr. Vsi za. Tebe tu čaka še ena naloga. Tako da vsak ima svojo posebno nalogo. Hvala, izvoli. Smo pri premoženjsko-pravne zadeve, prosim, ima za kratko obrazložitev. Glede sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun občinski taks za leto 2019 predlagamo, da se vrednost točke poveča na 0,075 evra na podlagi zvišanja koeficienta cen življenjskih potrebščin, ki znaša 1,4%. Hvala. Hvala, kratko. Odbor za KCG. Izvoli, Andrej. Hvala za besedo. Odbor za KCG je zadevo obravnaval ter daje ta predlog občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Enako tudi naš odbor. Odbor za gospodarske dejavnosti, izvoli. Tina. Odbor za gospodarske dejavnosti se je seznanil in seveda daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala, Komisija za statut in pravno vprašanje. Aleksander, izvoli. Je obravnavala sklep vrednosti točke in ga daje občinskemu svetu. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati o tem? Če ne želi, potem dajem na glasovanje ta predlog o določitvi vrednosti točke. Kdo je za sprejem tega predloga? Vsi za. Hvala. Smo pri točki pobude in vprašanja. Pa gremo kar tam. Čiki, Aleksander, izvoli. Izvoli, Čiki. Njegov prevrat je pa sam prišel. Hvala Bogu. Izvoli. Hvala za besedo. Kot prvo vprašanje iz strani krajanov, župan, če veš kaj, kdaj se bo začelo ta preplastitev regionalne ceste od Poljane, od križišča do meje. Obljuba je, da bi morali že v spomladanskih mesecih, so imeli pogajanja, ker je bil na razpisu prijavljen samo en izvajalec, so se pogajali, so zaključili pogajanja in mislim, da se pripravljajo za uvedbo v delo in da bodo čim prej štartali. Roka nam pa niso dali, čeprav smo prejšnji teden preverjali, kdaj bo začeli. Ampak je tik pred štartom. Kante za WC flaške morajo tudi nastaviti, da bodo župeli imeli tam. Naslednjo, kdaj se bo saniralo to obvodnjavanje pri kmetiji Bula? Na Belškem. Vprašanje še, vidite pole. Ja, vse smo videli. Ne vem ti dati odgovor, smo dali. Pogledati bomo šli, tam zadeva ni enostavna in so se zmenili, da gremo pogledati, mora biti projektant zravno, ker tam je odvodnjavanje, poznamo, skozi njivo teče, skozi sredino njive, a ne, in ukrep ni kar tek, da bi naredil za en propust, pa bi stvar rešil, ampak je treba malo bolj pogledati. Ne. Hvala, namreč tudi že v prejšnjem obdobju. Ni. Namreč že v prejšnjem obdobju, ko sem še jaz bil tudi predsednik krajevne skupnosti, smo tudi že imeli te probleme. A ne. Naslednjo je pobuda tudi strani krajevne skupnosti Holmec, da nekako ne bi dobili odgovore na pobude in vprašanja oziroma te sklepe, ko zavzamejo na svojem svetu, to se pravi, ko pošljajo zapisnik na krajevne skupnosti. Občine, ja, da bi dobili odgovore, samo to. No. Ja. Krajevna skupnost Holmec, govorim, ne vem, kako malo ostalo urejeno, verjetno, da Štef, ne vem, kako imate vi, dobite, če date kakšno vprašanje na dobro. No. Naslednjo pa, danes, ko sem bil tule, ko sem imel pač neke probleme, pač tam sedel tu pri trgu 64 prijavale, so se pa vsuli, oni so rekli, gospod Pučl, zdaj smo bo vas dobili, ste nekaj pa tej. Tamle pri transformatorju, to se pravi pri zdravstvenem domu, tisti blok, trg 64, tam sta dva transformatorja,
so odpravili te, zaščite, zdaj je sama trava tam, pa en transformator je menda ne deluje več, ali da ne bi ga odstranili. Sled tega, ko je pa tako deževje, pa to, pa stalno pere tisti dež, pa gre noter v kanalizacijo, pa smo šel res pogledati, da bi tisto kanalizacijo tam odprli, tisti jašek, pa da se očisti. Hvala lepa. Hvala. Izvoli. Hvala. Za eno vprašanje pa dve pobudi. Iz Holmeca sem dobil eno vprašanje od tam stanovalcev glede te ceste proti Zmesu. Menda je ogreznjena, razpokana kar na nekih delih. A imamo mi še to v garanciji, to, a bomo kaj ponovčili to, ali ste videli to? Ja, točno. Je treba iti pogledati, jaz ne imam pogledati. Ne ve se. Pa je to že 5 let, kar je, ali še v garanciji zadeva, pa ne bomo še to zamudili, slučajno. To je delalo Primorje, ki se mi zdi, ne? Primorje, ki je v stečaju. Bomo videli, kaj bomo lahko naredili, bomo šli pogledati. Še, izvoli, klopi. Klopi si. Pa imam še eno pobudo. Zdaj vsi vemo, da bo v prihodnosti tu na Prevaljah gradili kar nekaj večstanovanjskih blokov, ne? Vsaj 3, eden se tako že gradi, ne? Zdaj problem je zagotoviti vsaj 2 parkirna prostora, ne? Za vsako enoto. In zdaj je prišla pobuda na mene, da bi občina, pač svetniki šli z neko olajšavo, ker mislijo vsi ti delati parkinge pod zemljo, ne od zunaj. Vsi vemo, da imamo manjk zemljišča, ti vsi, ki bojo tam gradili, nimajo prostora, da bi lahko zunaj delali te parkinge in so pač naprošali, če bi lahko šli jim kaj nasproti glede komunalnih taks, tiste razlike, ko nastane. Jaz mislim, da bi to mogel biti interes nas, občine. Pripravljamo že. Toliko. Še vklopi. Še pobudo, ko sem jo že tako ponavljal, glede tega odkupa teh neprofitnih rabljenih stanovanj, ki jih imamo možnost kupiti na trgu 29. Mislim, da bi to bilo pametno, da rešimo kak stanovanjski problem. Itak pa ta sredstva prenašamo iz enega proračuna na drug proračun, ko jih imamo namenjene za te nakupe. Za nova pa tako verjetno se ne bomo mogli privoščiti, da jih kupimo. Da bi bilo pravno, da malo razmislimo v tej smeri, pa vse enega, ne vem, da tudi kako neprofitno stanovanje pridobimo. Toliko. Hvala. Hvala. Pup, izvoli. Jo. Jaz bi dal pa pobudo, da se kupijo samo stoječi koši, ne tisti, ko so gr namontirani, ko smo te gledali po 6-7 tavžent evrov, ampak da se kupijo za otroke od 7. do 13. leta samo stoječi koši, ki se dvigujejo ali spuščajo od višine 1,5 metra do 2 metrov ali 2,5 metra je tam, ker na velike koše taki mali otroci žal ne morejo metati, cena pa gleduje še pa kar spodbudna, tako da bi si lahko to privoščili. Hvala. Saša, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi se pridružila v zvezi z rekonstrukcijo ceste oziroma preplastitvijo ceste z enim vprašanjem. Zdaj začetek nam je znan, pomlad 2019 je bilo nazadnje rečeno, ampak z ozirom na to, da bo to najbrž še trajalo nekaj časa, podajam prošnjo, da se iz naslova občine pošlje dopis na ustrezno inštitucijo, da se večje odratine, luknje, teh je vedno več, na relaciji od Lokovice naprej pa do Dolge Brde, vsaj zapolnijo do izvedbe te preplastitve, z namenom večje varnosti, ker je dobesedno asfalt že utrgan ven. Potem druga pobuda, zdaj odlok o javnem redu občine Prevalje, seveda smo že večkrat slišali, določa obveznosti lastnikov in pa vodnikov psov, da so dolžni počistiti strepke za seboj. Zdaj z namenom odprave tega problema v Prevaljah smo tudi na zadnji seji že tudi nekaj slišali, a ne o teh predlogih.
Na Holmcu je pa seveda ob lepem vremenu pešpot na Holmec oblegana destinacija krajanov, tudi taki skuški. In žal pa zaradi te opuščanja te omenjene dolžnosti posameznih lastnikov psov seveda ta pot ni vedno prijetna. In da lastnik odide mimo, ko se pes ponečedi, pa morda botruje tudi dejstvo, da ne ve, kam bi vrečko odvrgel. No. In na Holmcu si želimo, da bi ta skrb za čisto okolje in pa s tem tudi za pobiranje iztrebkov postalo pravilo, ne zgolj izjema, in naslavljamo prošnjo, da se tudi na tem področju od Poljane proti Dolgi Brdi in Holmcu postavi kak ta koš. Potem pa vprašanje, navezujem se na tisto od kolega svetnika Maksa, namreč jaz sem si šla tudi to zadevo, potem ko sem to obvestilo strani krajevne skupnosti dobila pogledati, bilo je rečeno, da je bilo res ne strani občine tam že tudi upravljen ogled, ampak glede na te škode, ki se dogajajo temu oškodovancu vedno znova obnaljivi, ko se mu odnaša zemlja, pesek skozi cesto, ki od Belšaka, nekako je speljana dol do te njegove njive, mu to dela vsakič to vedno znova škodo. In jaz apeliram, da se mu skuša pomagati na ta način, da se z drugačno ureditvijo, to bo pa strokovne službe povedali, jaz nisem strokovnjaka, teh propustov in podobnega, mogoče ta škoda v bodoče tudi malo omeji. Pa še eno vprašanje v imenu krajanov Holmca podajam vprašanje tudi glede sanacije makadamske ceste Lokovica-Lom od gostišča Pik proti nekdanji lovski koči, namreč krajani, ki se tudi vozijo vsak dan, izrekajo zahvalo občine, ker je seveda uspela sanirati ta jašek čez cesto, na katerega so opozarjali, so pa hkrati razočarani, če ne že kar malo ogorčeni, da je bil saniran samo krajši del ceste, tako je meni to bilo sporočeno z luknami, medtem ko se pa ostalih luken na večjem delu cestišča ni uredilo. In zdaj jaz sem to cesto tudi videla, so res določene lukne, seveda ob vremenu najbrž makadam, kot tako trpi določeno škodo, pa sprašujem, kdaj je mogoče pričakovati to pričakovano sanacijo te makadamske ceste. Toliko, hvala. Hvala. Izvoli. Hvala za besedo. Mene pa prvo zanima samo, kako je glede tistega napredka, glede šolskih otrok, glede problematike šolskega prevoza. Pole pod drugo, imam pa, ker prej nisem utegnil, bi rad, a pa ne, pa smo to za drugič. Samo glede problematike aleških otrok. Svet za vzgojo pa preventivo v cestnem prometu je še enkrat obravnaval, ker je nov svet, je nova sestava, je prišla nova vloga, pa ne zato, da bi zavlačevali in se že, bomo rekel, išče rešitve, predstavniki sveta krajevne skupnosti bojo na sejo, ko bojo rešitve podane, povabljeni. Tako da se dogaja. Hvala. Izvoli. Imam še jaz dve pobudi. Najprej bi se pridružil vsem tistim, ki imate probleme z temi makedamskimi cestami. Tudi ni stanje samo na Holmcu tako, ampak je na vseh makedamskih cestah. Žalostna situacija, zima je zaključena, spomladansko urejanje, čeprav bomo čez en mesec že blizu junija, se pa še ni začelo. Jaz upam, da se bo to začelo čim prej. Bi bo opozoril na dva taka problema, sem ga že tudi posredoval posebej pristojnim službam na občini. To je na Jamnici, kjer so pred leti sanirali dva prepusta, in to je pri Pečarju in sedaj tisto odnašanje v bistvu zgleda grozno in nevarno. Jaz upam, da bo iz naslova sanacij plazov ali pa karkoli, da se bo lahko tam preprečilo nadaljnjo odnašanje terena in je že ogrožena cesta. Drugi problem je pa tak tule iz Brežnice pa do Žika, kjer je občinska cesta in so me obvestili lastniki, tudi njihovo pobudo sem poslal naprej ustreznim službam, da v lanskem letu sploh ni bila cesta gradirana, niti nič kaj peskana ali karkoli. Jaz upam, da bo to urejeno v tem letu. Potem pa še ena pobuda iz športnega področja. Tudi že v lanskem letu sem opozoril, da bi bilo treba urediti igrišče za odbojko na Mivki
na ugaslih pečeh. A ne. Imamo super igrišče urejeno, ampak tam je luknja pa ni mivke. A se bo to trajno saniralo, ali bo samo se dodalo mivke? Ker mivko v bistvu vsako večje deževje. Mi smo že pridobili ponudbo izvajalca za generalno sanacijo odbojkarskega igrišča. Celotno. Tudi z mrežo okolo in spodaj mivko in vse. Hvala za besedo. Jaz bi pa imel eno pobudo glede vse splošne akcije čiščenja. Mogoče v bodoče se res nekako odležimo tudi ali svetovnega ali slovenskega vse splošnega čiščenja. Glede na teh pobočjih, kjer je res nekaj odpadnega materijala ali pa še kakšnega drugega, res bi bilo prav, da nekako kot občina poskrbimo za to. Hvala. Hvala za besedo. Tako so že moji predhodniki prej povedali, kar se tiče ceste na Holmec, to je pa že res hoda zgubljati besed, to bi morali še enkrat apelirati, ali pa ker ga dejansko prla na kako malce na Holmec, da mu okolje potrga, to je neverjetno. Imel bi mogoče tole eno pobudo še glede na to, da se pripravlja tudi sanacija ceste skozi Prevale za tej kolesarski stezi, da ne bi mogoče zamudili, tako smo v spodnjem kraju, da bi probali nekje rešiti te stanovalce, ki stanujejo trdo ob cesti pri personalih in da bi se ta del te stene ali pa te barijere zvočne nadaljeval vsaj kar naprej. To je kar par ljudi že prosilo, no, tako da jaz upam, da bomo to, če bomo pravi cajt pristopili k temu, jaz mislim, da se ta zadeva bi dala rešiti, ker če bomo polje na koncu začeli tišnariti, jaz verjamem, da bo vse skupaj pozno. Naslednja pa zadeva, kar se mi zdi tudi prav, je pa mogoče pohvala iz 3 različnih stanovalcev tole proti Kotu, sem dobil take dobre informacije, da saj ta izvajalec, ki zdaj dela to cesto, Topiča, kaj že. Zagrad. Ja, tako. V glavnem izredne pohvale nam, in pri sami sanaciji agilen, brez vsakih težav. Tako da še več takih. Hvala. Hvala. Hvala za besedo. Moja prva pobuda je strani občanov, kar velik interes. Menda je v nekem obdobju, verjetno je še zdaj, obstaja peš pot iz Nicine na Barbaro, da si prišel ven tam pri ta velikem ovinku. Jaz imam željo, pa tudi občani, da pač bi se ta peš pot nekako obnovila, osvetljiva, sanira vse, ker to bi bila po mojem dobra poteza. In zven, ja, verjetno bo problem to, ali z zemljišči pa s tem. Ja, no pač, če se da karkoli narediti. Druga stvar pa se nanaša na mojo pobudo z januarske seje zaradi problematike varnosti, prihodov za pešce, da se pač teče možnost zamenjava za LED svetila na kandelabrih, to uredi, vsaj do jeseni, ko bo spet megla pa dež pa tako vreme. Hvala. Ja. Hvala. Hvala za besedo. Jaz bi pa zelo kratek. Eno pobudo vprašanje imam, sem danes, verjetno še nikomu drugemu svetniku prinesel, meni je en občan prinesel zadnjič, ker je bil tisti naliv, mi je prinesel iz Leš kozarec vode, pa mi ga postavil, ker sem dal v gostilni na šank, pa je rekel, da in res tega kozarca res nisem zelo prinesel, sicer imam še novega vode in je res morda problem na Lešah, o vsakem nalivu in to, in tem smo že govorili, o tem smo že govorili neštetokrat, res in pravijo stanovci Leš, res, da pri vsakem nalivu je to problem in to se bo res, samo s tem kloriranjem verjetno tega problema ne bojo rešili, da se res, da se bojo vodohramne res na novo, ne vem kaj, imam slab občutek, da bi bo vsak naliv, kjer je kakšen vode prinesel dol. Tako da je res bi prosil, da se to nekaj do naslednje seje, te nekaj odgovore dobimo, da jaz lahko povem pol testem, ko mi nosi vodo. Hvala. Projekt tudi na Lešah je v zaključni fazi, pridobivamo zemljišča, tudi tam ne gre tako enostavno, ker pač ljudje
ne želijo dajati služnosti in imamo še kar težave, ampak smo pred zaključkom projekta in pol bomo se prijavili na evropska sredstva. Gre pa za površinsko vodo in komunalno podjetje Log in komunalno podjetje Ravne kot upravljavc ima posebno nalogo, da poskuša vsaj začasno reševati stvari sproti. Martina, izvoli si zadnja. Hvala. Najprej imam eno zahvalo. Osnovna šola Prevalje se zahvaljuje občini, da je omogočila otrokom izvedbo športnega dneva, se pravi smučanje na peci in pa izvedbo športnih dejavnosti med počitnicami, plavanje in pa smučanje. Pa eno vprašanje. Stanovalci ob cesti, novi cesti krožišče Špar, zanima je, kdaj se bodo izvajale meritve hrupa, neke obljubljene meritve hrupa in pa so kdaj se bojo ostale stvari realizirale, ki so bile obljubljene že pred zimo, se pravi ob novi cesti. Ja, mi smo imeli prejšnjo sredo, smo imeli tehnični pregled cele trase in je bilo ogromno pripomb, zdaj morajo to odpraviti te napake in izvesti tudi pol časa. Ne vem, nismo še dobili zapisnika. Ko bomo dobili zapisnik, bomo lahko vedeli, kdaj bojo tudi te meritve se izvajale. Morajo pa prvo odpraviti se kup nepravilnosti oziroma stvari na sami trasi. Smo pa seveda mi zahtevali, da pustijo zavijanja v levo, pa ne verjamem, da bomo uspeli glede na to, kak so bili eni. Mislim, da so že včeraj eni prehode tam, ki so bile črtka narisani, a prečerajšnjim so že polno črto delali, zdaj so se umaknili, tako da bomo videli, kaj bo. Hvala lepa, smo s tem končali točko 12. Ti biš. Nisem te videl, ko prej, ko je Čiki roke dvignil, ti nisi, zato smo po Čiki jo štartal, drugač bi pri tebi štartal. Ja, jaz bi imel eno pobudo, ko mi je dal Fajmut, da jo povem. Fajmut je dal pobudo. Najprej me včasih kregajo pri nas pred Desusu, gospod Kralj pa nekateri, da nikoli kar kaj ne povem, kakšni so problemi s temi luknjami, pa stalno vsakih nekih odlokih tej kot cajta zapravljam. Jaz bi se vseeno zahvalil, da so tam grta od Hobroga Mojsta pa do nas zdaj ta prave luknje in tam se zdaj držijo ljudje omejitev 40 pa 30 in je promet varen. Tako da ni vse slabo, kar je v luknjah. Ampak nisem hotel to, jaz sem hotel upozoriti, da je lani junija bila tista prva večja katastrofa, ki se je prijavila zgodba s tem neurjem in da smo takrat razmišljali, ko smo te zadeve pol tudi obravnavali, da bi bilo treba vsaj, ker je odgovornost občine ali pa upravljavca cest lokalnih, propuste čistiti ne vodarju, ampak občine, da damo to noter v sestavni del ali pa ste morda že dali v programu vzdrževanja teh cest. Da se te propusti pravčasno vsi pregledajo in da se redno vzdržujejo. No, to bi upozoril, da ne bo prišlo spet junija ali pa kaj. Drugo, kar je pa, lejte, po tistemu, ko je tisto neurje bo, ko se je tekel gozda po drvu, pa so ga recimo spravili ven, je lani na jesen, pozno zimo, bo še enkrat precej neurje. Dajmo najti način, pa naj grejo inšpektorji gozdni, pa pogledajo zdaj, kaj je v teh potokih. Lejte, pa ne zdaj zaradi mene, ampak tam od nas je spet vse s križem v vodi. Jaz zdaj sicer privat tožim GG, ki takrat je povzročil, da je bila taka 20-metrska zajezitev in je pol naenkrat vse dolta na hišo prišlo. Ampak iz teh čisto takih razlogov, da vemo, kdo je za kaj odgovoren. Tisti, ki v gozdu dela, je odgovoren, da strugo očisti. Lastnik gozda je odgovoren, zdaj, če se je to podrlo. Država je dala lani gozdnim, pa bi morali pol vse urediti, pa še pogozditi. A mislite, da so pogozdili? Kaki gnarji so šli v vse tisto? Jaz pa vidim grta od nas, pa ni lastnik kriv, ta po domače avt.
a ne, ampak gozdno gospodarstvo Slovenj Gradc tisto podjetje, ki ni tega naredilo. In podobno je v vseh teh grabnah in od tam nam pol pridejo ti hudourniki in ti hudourniki nam prenesejo taka smetišča, ki se nekje v globačah zasipljajo, takrat pa pride voda, ko je nikoli ni bilo in to prenese. Pol prenesejo veje, panje, vse tisto in na koncu se vse skupaj dola v dolini konča. Konec pobude. Hvala. Še tu. Javni sanitariji pri Šparovem centru, ki se močno širi, s tem, da ni nobenega javnega stranišča tam, če pa že človek poštudiraš na tržnico, pa tam na javno je pa to zaklenjeno. Mislim, da bi bilo potrebno neke javne sanitarije urediti, glede na to, da je vedno več trgovin. V tem delu, ki ga bomo tudi obravnavali, OPPN v nadaljevanju do glavni cesti, kjer je predvideno še izgradnja novih trgovskih površin, je predviden tudi na našo zahtevo javni WC. Je že vnešen v tlorise podlage, ki smo jih dobili, zdaj se pripravlja OPPN za to območje in tam bomo dali te pripombe, ampak je že upoštevan WC in mi smo še zahtevali od zadaj kolesarsko pot za trgovskim centrom. Sanitarije niso zaklenjene, so od ponedeljka do petka odklenjene in sicer zjutraj od pol 8 ure, pa zvečer čistilka zaklepa okrog 9 ure, sobote pa nedelje pa zaenkrat, ko je obratovalni čas, ampak v naslednjem tednu, mesecu, bomo imeli pa tudi tam urejeno od zjutraj do večera, tako da sanitarije niso. To so javni WC, to so javni WC na tržnici odprtost. Potrditi negativno, da sem sama sprobala to sredi dneva z otrokom, pa bilo zaklenjeno. Take stvari je treba povedati. Je treba povedati zato, da preverimo, ali se upravlja tako, kot je v skladu s pogodbo in sporozumom zapisano, mora biti. Mora biti odprto, zato je. Še Staš, pa zaključimo pobude in vprašanje. Tudi jaz imam še eno pobudo iz preteklosti, ki še ni bila izpolnjena oziroma realizirana. No. Stanovalci, ki so doma, bom rekel, od Polanška naprej v smeri Poljane in zavijajo iz nasprotne strani, kot se zavija za Trono, tako bom razložil. Tesno, ja. Tiste ven na glavno cesto. Imajo še vedno težavo z preglednostjo v levo smer. Rečeno je že bilo, da so strokovne službe ocenile, da tam ogledalo ni potrebno, ampak mislim, da je ena mala investicija za to, da bojo stanovalci ziher ven zapeljali na cesto. In mislim, da eno ogledalo bi res lahko v najkrajšem času tam namontirali. Hvala. V letošnjem letu je predvidena rekonstrukcija obnova cestišča, uvoza cestišča, tako da bomo hkrati s tem še to naredili zraven kot dodatno opremo. Ne ve se še, ker se projekt pripravlja. S tem smo točko 12 zaključili, smo pri točki 13 po točko razno, še kdo po točko razno? Čiki pa Aleksander, izvoli Čiki. Hvala. Jaz pa v imenu krajevne skupnosti Holmec in vseh društev, ki delujejo v tej krajevni skupnosti, vabi vas na kresovanje, ki bo letos drugačno oziroma na drugačnem mestu, to bo na Poljani. In seveda obenem tudi ste vljudno vabljeni, pa še Holmec je zopet v mesecu maju, so tudi prireditve in pridite obiskovati te prireditve. Hvala lepa. A pol za Janeza Kršnika junija ne boste kurili na Poljani? Pa še mogoče izvoli. Jaz bi se v imenu krajevne skupnosti Šentjernej bi se zahvalil občini Prevalje in pa komunalnemu podjetju za pomoč pri izvedbi čistilne akcije za odvoz smeti pa za ves material, ki so nam nudili. Hvala. Hvala. Še kdo, če ne? Mogoče informacijo, danes, ko ste se peljali pod Barbaro,
se asfaltira cesta in parkirišče je že asfaltirano zgoraj na južni strani za Barbaro in cesta proti Barbaru je v grobem asfaltu in od glavne ceste je zdaj že grobi asfalt. Drug teden bo v zgornjem delu mimo objekta zgornjo parkirišče fini asfalt, še v sredo drug teden pa pločniki. Potem bomo pa navažali material v grapo, tako da bomo grapo vzpostavili v makadamsko parkirišče, tako stanje. To je zdaj tik pred tem velikim zaključkom zadeve. Flisov potok tudi gre proti koncu počasi, danes so urejali še cesto, mislim, da bo tudi v enih 10-14 dneh asfaltirana cesta. Potok je v glavnem že razen nekaj malih stvari, most je postavljen do Negovca, tako da je fajn iti pogledati, kako se stvari delajo. Cesta na Zagrad je predvideno sred maja asfaltiranje tega odseka. Pa seveda bomo nadaljevali s tistim, kar imamo v proračunu. Hvala lepa, želim vam lepe velikonočne praznike, pa tudi prvomajske praznike, lepo jih preživite. Hvala, srečno.